Danes smo z veseljem otvorili Hiške slovenske Istre. To je v bistvu projekt, ki se mi je porodil pred 3 leti in toliko časa je rabilo, da pridem od ideje do same konkretne realizacije. Sicer lahko rečem, da je šlo še kar hitro, ker predvsem s pomočjo Slovenske turistične organizacije, ker smo dobili tudi nagrado snovalca za inovacije v turizmu. In tako, da smo projekt zdaj v zadnjem letu pospešili in danes res z veseljem imamo to prireditev oziroma otvoritev. Kaj je značilnost tega projekta? Torej tako, projekt je alternativen v smislu, da nudimo alternativne turistične namestitve. Sama ideja je bila zamišljena tako, da ko pride turist v določeno okolje in tam najame sobo, da odnese še kaj drugega kot samo spanje, kot samo storitev, da upravi, ampak da se na ta način seznani s tipično kulturo tega kraja, z naravo tega kraja, zgodovino tega kraja. In prav vse te elemente smo potem združili v tem projektu. Zaradi tega, ko pride gost k nam, lahko v samih hiškah, ki so arhitekturno imitirajo tipične istrske hiše, od strehe, dvokapnice značilne, do oblika oken, vrat, kako so postavljene, do tega, da smo uporabljali, mislim, da so tudi vrata in okna tipično oblikovana po starem, in okoli vrat in oken prav tako imitacija starih jert. Do tega, da je znotraj hišk predstavljena tudi sama zgodovina slovenske Istre in tega našega okolja, ker so tudi samo odraščali, ker so naši nonoti odraščali, ker se ta tradicija prehaja z roda v rod in to je zelo pomembno, da se ne zgubi in da smo na to ponosni. Zaradi tega smo na ta način, ko pride turist, spozna dejansko, kako je v teh krajih bilo in kako je danes. Vendar te istrske slovenske hišice imajo neko značilnost. Kaj je ta značilnost? Torej tako, hiške so poimenovane po šavrinkah. Šavrinke so bile pa te gospe, ki so od konca 19. stoletja nekje do sredine druge svetovne vojne so reševali gospodinstva na našem koncu. V smislu, ker je bila vojna, je bila revščina kot posod, je bila tle pri nas še posebej velika muka za preživetje. In zaradi tega so gospe oziroma šinjore, kot in mi rečemo po domače, so primile stvari v roke in so začele trgovati dejansko. Vse domače pridelke, ki so imele doma in tudi v bližnji okolici so zbirale in jih na to prodajale v večja mesta, kot so Reka, kot je Trst, kot je Koper. Trgovale so, da so lahko preživljale svojo družino. Dostikrat niso dobile denarja, velikokrat je šlo za to, da je prišlo do blagovne menjave in na ta način so bistveno prispevali k ekonomiji gospodinstva. V teh hišicah ni elektrike, ni vode. Res je, v teh hiškah ni ne elektrike, ne vode in to je za nalašč. Torej, kaj se dogaja? Tudi sam koncept, ko prideš sem, je pomembno, da se hočeš odklopiti, da hočeš zamenjati okolje, da hočeš spoznati nekaj novega, da iščeš mir, da iščeš tišino, da iščeš naravo. In elektrika dostikrat smo že toliko navajeni, da že zvečer redko kdaj kdo zaspi brez televizije ali brez radija, brez telefona v rokah, računalnika. Zaradi tega je prav, da se ustavimo, da malo pridemo k sebi, da se vrnemo nazaj in na ta način se zrelaksiramo, neke vrste. No, predno se ugledava te istrske hišice, povejte, kje stojijo te hišice, v kakšnem okolju? Torej tako, hiške so postavljene na 310 metrov nadmorske višine v predvasicu Truške. Truška je stara vas, znana še iz rimskih časov, v zaledju občine Koper, v zaledju Kopra, na podeželju. So umeščene sredi vinograda, dobesedno smo 3 vrste trt vrgli ven, narekovajih, in smo postavili te hiške. Razgled je prečudovit, je razgled na Koprski oziroma Tržaški zaliv,
pogled na Trst, na Nanos, na Slavnik. V lepem vremenu se vidi vse tja do Triglava, ko je čisto nebo, tako da je fantastično. Tudi zaradi tega, ker ni nobenih bližnjih sosedov. Tle imaš res, jutri, ko se prebudiš, te prebudijo ali petelin ali ptiči, ko čivkajo. To pomeni, smo v istrskem podeželju. Tako. Kako se vaša vas oziroma naselje imenuje? Truške. Truške? Ja. A ima to kakšen pomen? Kaj bi pomenilo Truške? Ste kdaj razmišljala o tem? Ne, vem, da so se mantrali že naši zgodovinari, sem tudi jaz bila firpčna na ta račun, nismo uspeli nič odkriti. Zelo pač znana je iz tistega časa, iz rimskih časov, da je tle potekala ena izmed glavnih poti, ki so seveda vse peljale v Rim, potem Slemenu, in tle se najde tudi, ko so iz Kopanine, se najdejo različne predmete iz tistega časa. To je bilo podeželje, ki je veljalo kot razvito podeželje, ogromno je bilo teh rustičnih vil, trgovalo se je z oljem, z vinom v tem okraju. In predvsem pa so se naseljevali tle vojaki, ki so pač dobili v dar tle posestva. To pomeni, če sem prav razumel, te hišice so od danes naprej na razpolago, to pomeni, jih lahko od danes naprej najamemo. Tako je, ja. Od danes naprej se lahko hišice rezervira. Dosegljivi smo na spletni strani www.hiske.si. Tam je tudi predstavljen sam koncept zgodbe in na ta način potem se lahko tudi opravi rezervacijo. Kakšne so pa kaj cene? Cena se giblje 15 € na osebo na noč plus zajtrk posebej. No, sedaj se pa še oglejva te istrske, slovenske hišice. Najprej se va pogledala mlekarica. Torej tako, zdaj stojimo v hiši mlekarce. Mlekarca je bila v bistvu tista šavrinka, ki je trgovala z mlekom. Zdaj ta hiška je zamišljena za 3 osebe. Na samih stenah pa je tudi kratek zgodovinski oris na eni strani, a na drugi strani pa je tudi razloženo, kdo so bile šavrinke oziroma mlekarice. Naj poudarim, da oziroma skoraj da vso pohištvo je originalno pohištvo iz konca 19. začetek 20. stoletja in je v bistvu res pohištvo od naših nonotov, pranonotov, ki pa smo jo renovirali. Sedaj smo pa v Krušarici. Krušarice so bile poimenovane po gospeh, ki so trgovali s kruhom. Največkrat so ta kruh pekle doma, oziroma so po vaseh imele skupno ognjišče, kjer so si izmenično pekle kruh, in obstajali so tudi taki v bistvu žigi, ker so potem ta žig označevali, da čigav je ta kruh. Zdaj v tej hiški imamo te 2 postelji tako narazen, včasih se pohecamo, da po starem bi bilo tudi tako in da tudi ne bi škodilo, če bi bilo kakšenkrat tudi danes. Naj pa poudarim, da je tudi tle celotna oprema res originalna. Sedaj smo pa v Jajčarici. Jajčarica, kot samo ime pove, so bile pa trgovke z jajci. To pomeni, da so hodili od hiše do hiše in zbirala ta jajca. Ni samo ena jajčarca zbrala dovolj jajc. In potem so šle na dolgo pot in ta jajca prodala. Tukaj imamo pa zakonsko posteljo in tudi romar, kot rečemo mi po starem. Je v bistvu res od moje none, ki ga dobila v dar ob poroki. In smo našli zadnje na omarje tudi od družine Apolonio, je bil mi zdar okrog leta 1910, tako da smo zelo ponosni na ta del, še posebej. In na stenih imamo ponovno razloženo zgodovino okolja.
izpadle še boljše kot poslovnem načrtu. Ja, smo že rekli, ja, na STO-ju, ja, da bi bila poslušalca. Moja. Ja. Je bolj razloženo vse to, kar sem